Dober dan, od srede do srede, kolega Markeš. Živijo, lepo zdrav. Mava zapleteno geopolitično, geostrateško in taktično slovensko politično situacijo. Preden greva v domače loge, greva na Bližnji vzhod. Se pravi, čeprav razumem, je ambicija izraelskih oblasti oziroma Benjamina Netanjahuja, da območje, ki se danes imenuje Gaza, čim bolj izprazni, zbriše, z obljubami seveda, da se bo to potem nekako rekonstruiralo, postavilo na novo. Kaj kažejo tvoje analize, kaj je vektorska vsota teh operacij, ki se odvijajo v zadnjem mesecu? Vojna traja mesec dni. Prvo, kar je, imaš prav, mi se v realnem življenju vsakdana družbenega, civilizacijskega, karkoli hočeš, ne moramo pogovarjati mimo te vojne, mimo tega, rečemo temu kar genocida. Težko ga je imenovati drugače, glede na dejstvo, da so izračunali, da umre vsakih 10 minut en otrok. Se pravi, količina mrtvih je zdaj že proti 11.000. Izraelska stran sicer pravi, da je to ocena Hamasa, skratka palestinskega ministrstva, ki ga obvladuje Hamas, kar je res, ampak so potem pa druge neodvisne organizacije, od svetovne zdravstvene organizacije, humanitarne in tako naprej, in tudi neodvisni mediji verificirali to številko kot zelo, se pravi, ne samo verjetno, ampak kar realno. Ja, Združeni narodi so na območju in med osebjem Združenih narodov je konec koncev neizmerno veliko žrtev tudi. Vidiš, in to se pravi, gledal sem pogovor med Kristjan Amanpour, CNN, znamenito novinarko kolegico, ki je govorila z enim od ministrov, v živo kar precej dolgo časa, sicer priznal eno napako, in sicer, da je spet eden od ministrov izjavil, da bi tam rešitev bila atomska bomba. Govoriš o izraelskem ministru. Ja. O izraelskem ministru, in potem ga je Netanjahu, ko češ, odstavil. Suspendiran je bil za pol ure, ja. Ja, tako ga je suspendiral za malo časa, pred tem je pa nekako v šali rekel, to bi bila pa rešitev. Je pa zanimiv, zaradi tega, ker je s tem Izrael prvič javno povedal, uradno povedal, da atomsko bombo ima. Mislim, zdaj ta podatek je starodaven, se zanj ve, vendar ni bil nikdar izrečen. Zdaj je ta podatek na mizi in ga je na mizo kot visokega taroka vrgel eden od ministrov vlade. Se pravi, tisto, kar lahko vidiš zdaj v posod, kadar se pogovarjajo, je njihova brezkompromisnost. Se pravi, žrtve otrok, kogarkoli že, od civilnega prebivalstva jih ne zanimajo. Se pravi, izražajo moment arijske rase. Mi smo nekaj več, na tem prostoru bomo dosegli svoje in pika, o tem se ne pogovarjamo. Še celo tako daleč je šlo, da je preprosto povedal, mi bomo zdaj to zadevo uredili, zdaj povedali smo, naj se umaknejo na jug, kdor se ni njegov problem. Potem je Kristjan Amanpour rekla preprosto, se po jugu ste tudi bombe metalne in tako naprej. To je odignoriral, ampak tisto, kar je bilo možno izvleči, je bilo pa to, tukaj bomo mi uredili Novo Gazo, se pravi, s tem je zanikal teze, da jih hoče izgnati sploh na Sinaj, tukaj bomo naredili Novo Gazo, mi bomo to nadzirali, oni si bodo pa lahko organizirali novo oblast, vendar brez Hamasa. Hamasa. To se pravi, to je ključ. Hamas je mrtev, z njim bomo opravili, vsak, ki bo nosil sledi DNK, je že mrtev. Brezkompromisno, potem se pa lahko arabske države okrog in pa seveda v Zahod zorganizira in jim pozida Novo Gazo. Ta cinizem, to se pravi, nalažiti svetu, da pozida to, kar so oni zbombardirali, hkrati pa oni dobivajo neomejene količine denarja za orožje in hkrati namenjajo Združene države Amerike recimo za humanitarna pomoč 100 milijonov, Ursula von der Leyen je zdaj dvignila za 20 milijonov iz 80, tudi na 100 milijonov, kar je dobesedno peanuts, če rečem, malenkost v potrebe, humanitarne potrebe.
Ampak ključ tega, no, kar smo se začela pogovarjati, potem si me najbrž hotel vprašati, ne, je to, ne, kako si ti lahko ali pa nekdo predstavlja, da bo pozidal Novo Gazo kot, ne vem, Martijo Šaha, kot nek nov načrt, v katerem se bodo razporejali ljudje, kot da ne bi imeli zgodovine, kot da ne bi imeli bolečine, kot da ne bi bilo ničesar. S tem neki izkušenj pa imamo. Ne? Recimo, izkušnja na Bližnjem vzhodu je, ne, v nekem trenutku pade odločitev, eliminiramo palestinsko osvobodilno organizacijo, ampak v Libanonu, ne? Ja. Ampak namesto tega, ne, se pojavi Hezbolah, ki je dosti bolj militanten, dosti bolj fundamentalističen. In versko fundamentalističen. Palestinska osvobodilna organizacija je bila posvetna, ne, laična organizacija. Imamo podobne izkušnje nekoliko na drugi lokaciji Bližnjega vzhoda. Ne. Odstraniti je treba Sadama Huseina, ne, se pravi spet nekega laičnega, ne, političnega trinoga, seveda, ne, ampak ne, ko Sadama odstranimo, dobimo namesto njega islamsko državo. Seveda za dve velikostni stopni slabš, ne, po pač zahodnih merilih. Enako je bilo s talibi, ne? Tako, ne. Ja. Ampak zdaj, tukaj bomo Hamas odstranili, ne, potem bo pa že. Kako bo že? Kaj je travma slovenske politike že 30 let, čeprav je to bolj zloraba kot pa realnost. Ampak začetek razcepa med levico in desnico v Sloveniji, ki še traja, je bolečina. Iz bolečine pride jeza. Zakaj? Iz travme druge svetovne vojne in krivic, ki so se zgodile po njej. In potem to neguješ in napihuješ do točke nerealnosti, ampak vendarle, ko ti recimo v neki vojni, v nekem spopadu, zgubiš svojega bratca, tako kot recimo v Palestini zdaj vsakih 10 minut umre otrok in tak otrok ima verjetno bratca ali pa sestrco. Ne? Ali pa bratrančka. Ali pa bratrančka in konec koncev starše. Ne? To je bolečina, ki te zaznamuje za vse življenje, za vseh ne vem koliko reinkarnacij, če verjameš vanje. Ne? Skratka, za nekaj, kar ti nikoli ne boš spustil od sebe, nikoli ne boš dal na mesto številka 2, bo vedno na mesto številka 1, kar pomeni, ne, da boš življenje posvetil temu, da boš do te bolečine vzpostavil neko razmerje, zelo verjetno sovražno. Ne. Za naslednjih 50 let. Tako, za naslednjih 50 let. Ne. To je, in tukaj se dokazuje, to je srečanje Jeruzalem, je srečanje 3 velikih religij, ne, in tam nikoli ne bo miru. To, ne vem, ko sem jaz včasih študiral te religijske zadeve, so že takrat povedali, tukaj nikoli ne bo miru. Tukaj so identitete tako močne, simboli tako močni, da je nemogoče, da bi ljudje vzpostavili razsvetljen pogled. Se pravi, zahodno razsvetljenski pogled na stvar. Ne. Ja, mislim, pa dodatno zaplete situacijo še dejstvo, ne, da so to kar primerne trase za naftovode. Ne. Interesi Amerike. To je pa dodatna smola. Ne. Imamo tle, identitete, ne, zgodovino, zgodbe stare 2000 plus let, ne, dodatna smola, še trasa za naftovod, plinovod iz Saudske Arabije do Sredozemlja gre po teh tleh. Ne. Sovraštva, jeza, interesi, a ne, bolj kot se pravi, ameriški interesi tam noter so jako gnili, ne, mislim, resnično, ne, zaradi tega, ker zaradi demontaža celotnega Bližnjega vzhoda, zaradi naftnih daljnovodov, mislim, to je zelo, zelo zanimiva stvar. In tudi uporaba, recimo to nas je Branko Sober naučil, ne, se bil Netanjahu avtor teze, da je treba graditi na Hezbolahu, ne na PLO-ju, ne, oziroma na laičnih organizacijah. Tega, ja, pa na mesto Fatah na Hamasu. Ne? Tako, ne? Ja. To je in če vzamemo zdaj recimo poziv pri nas Janša, ne, oborožite se, ne, se pravi, podpiramo vojno v Gazi, ki proizvaja palestinske begunce, a ne, hkrati pa že seštevamo v Dobovi
politični profit na begunce, ki ogrožajo uboge Slovence, oborožite se, kaj ti begunci prihajajo. To je ta perverznost, ta zaprti krog, ki poraja neko sovraštvo, sovraštvo poraja naslednje sovraštvo in to je planirano sovraštvo, dogovorjeno sovraštvo. In če greva naprej, da smo še toliko, kako ne rečem, fleksibilno greva v slovensko politiko, netolerantnost je praktično proizvedla vse politike v Sloveniji. Zdajšnje, v zadnjih 3 letih. Na kaj namiguješ? Ne mislim Milana Kučana, ker je bil pač sprogramiran iz Zveze komunistov v mehek prehod. Ne? Ampak od tam naprej, poglej, ko je partija zagrabila Janšo, pretrdo ga je zaprla, če ga ne bi danes za njega videli, ne bi. Ne? Tako je postal nacionalni junak, simbol nekega odpora, sicer popolnoma neupravičeno, verjeli smo pač vanga, pa imaš danes voditelje skrajne desnice. Jankoviča, ki ga je Janša v bistvu odstranil. Z Mercatorja ga odstrani in dobi pozitivno Slovenijo. Slovenija dobiš župana Ljubljane, v kateri teče ta groba gentrifikacija. Ne, pa imaš Goloba iz genija. Veš, in to, dobiš svobodo. No, in tukaj imamo, mislim, ne rečem, da imamo zdaj pač Palestino malo, ampak logiko izločevanja, ne, v Palestini. Današnji Izrael, ki je še v vojni, ki še mečle rakete, ne more izračunati, kako bo zdaj naslednja Gaza izgledala pod njeno komando. To je praktično nemogoče. To so energije, ki jih nikoli ne bodo mogli ujeti. Nikoli ti ne boš zajel te jeze in bolečine človeka, ki je izgubil svojega človeka. To je nemogoče. Ne. In Slovenija... Zadeve niso primerljive. Ne? Govorijo pa o tem, veš, da politična poteza ima zelo nepredvidljive učinke. Ne? Tudi politična poteza, recimo odstavitve Jankoviča iz Mercatorja. Netolerantna politična poteza. Ja, ne? Jankoviča odstaviš iz Mercatorja in kaj dobiš? Pač dobiš novo politično silo. Odstaviš Goloba iz genija, dobiš novo politično silo. Je to zmagovito celo, v danem trenutku. No, vsaj. Ja. To so stranke, ki so zmagovali na volitvah. Danes je več vprašaj, recimo pri gibanju Svoboda, kot je bilo pred enim letom. Ja, pred letom pa pol, ja. Pred enim letom, so v bistvu za gibanje Svoboda zbrisali praktično v spekter političnega pluralizma, ne? V imenu povračilnih ukrepov na nekaj, kar je Janša počel. Ista logika sicer. Vzemiva Združene države. Krivc za to logiko je volilno telo, ne? Tako da zdaj volilno telesu težko kaj učitamo. Volilno telo ima pravico izvoliti, nima pa nobene zaščite pred manipulacijami. Ne? Kako te volilno telo zmanipuliraš? Vzemiva zdaj Združene države Amerike. Ne? Za mene osebno, se veš, da so se za to mizo veliko pogovarjali o Bidenu in o Trumpu, že pred leti in tako naprej. Za mene je Biden zgubil popolnoma vsako legitimnost. V trenutku, ko on zagovarja agresijo v Gazi in vsakih 10 minut umre en otrok in ameriški predsednik to podpira, je za mene popolnoma vseeno, kdo postane ameriški predsednik in njim je popolnoma vseeno, če spet postane Trump. Da smo si popolnoma nejasni. Za Bidena nima mene lepe besede več. Ne? Ampak to ne pomeni, da je Trump dober. Ne? Ampak Trump je že zdaj, in ta teden so prišle v javnost javnomnenjske ankete, po katerih bi ta trenutek že namlatil Bidena. Ne? Bi v vseh swinging states, to se pravi v visečih državah, bi ga že premagal. Ne? Vprašanje je, kako bodo vplivali zdaj sodni procesi, ampak pri tem mora tako imenovana, on bi rekel, globoka država sodelovati, da ga bo politično omejila. Ne? No, mislim, za učink sodnih procesov je bila pred dnevi objavljena anketa v New York Timesu, ki je pokazala, da bi nek relativno majhen delež glasov Trump izgubil v primeru, da bi se na sodišču izkazalo, da je kriv. No, vidiš, še toliko slabše. Ne? Ampak Trump je že zdaj povedal, da ko pride na oblast, on pa seveda verjame, da bo spet prišel na oblast, prvo, kar je, bo obračunal z globokimi grli, ki so govorila proti njemu. Prva stvar. In to že vnaprej pove. Ampak Slovenija bo spet imela prvo damo. Ja, in bo imela tudi prvega premijeja, to je Janša, in s pozivom oborožite se. Ne? Skratka, to je krog, ki nas napotuje k temu, da moramo spet razmišljati o temeljih tolerance in pa temeljih neke osnovah demokracije zgrajene na neki vrednoti posameznika kot nekega subjekta, ki upošteva nevreden. To, kar so nas Judje zdaj naučili, so nas spomnili natanko na to, kar je imel Hitler narobe, da posameznik ne šteje.
On je takrat rekel, arijska rasa poreže drugo raso. Ne? In zdaj so nas prav Judje, oziroma Judje, ne, pardon, tle pa res ne smem biti krivičen. Netanjahu in Izrael kot država. Ne? Tukaj bi pa jaz ustrajal pri cezuri. Ne? Netanjahu ni Izrael. Mogoče imaš prav, predvsem bi se rad ogradil od tega, da ne bi zapadli spet na to shemo Judje pa ne Judje. Ne? To je bilo krivično. To, kar se je zgodilo s holokaustom, je nesprejemljivo, jasno, da je. Ne? Ampak hec pa je to, ne, da v tem trenutku država Izraela, ne, ki je v bistvu recimo temu politična inkarnacija judovskega naroda, ne, natanko tista, ki nas spominja na to, zakaj je imel Hitler narobe. Ne. To je ironija zgodovine taka, da se jo ne moreš misliti. Ne. Kot rečeno, je hvala Bogu ogromno, oziroma ne vem koliko ogromno, ampak zelo, zelo vplivno in zelo vidno so gibanja prav Judov, ki ne v mojem imenu narobe delate, s tem to ni moja vojna in tako naprej, ne, ki na to opozarjajo, ne, po Evropi, po Ameriki in tako naprej. In samem Jeruzalemu. Tudi v samem Jeruzalemu. Ja. Tudi v samem Jeruzalemu in seveda na tem moramo graditi. Jaz mislim, da na tem treba graditi, ne, ker te vojne bo enkrat konc. Ne, so pa ti temelji, ne, na katerih bi ti gradil, so krhki in tanki in vprašanje je, kako jih armirati, ne, da bi postali, da bi lahko nosili, ne, močnejšo stavbo. Ne. Zdaj, Branko Soban je sugeriral v svojem tekstu, ne, on je za mene guru tega, da sem se v to poglobil, Branko Soban je pa skritiziral eno nadaljevanko oziroma pokazal je na njene slabosti, ki sem jo seveda zato šel gledati, in to je Fauda, Kaos, režiser in glavnega igralca Lior Ras, ne. In ti moram reči, to se splača pogledati, zaradi tega, ker to je izraelska nadaljevanka. To je izraelska nadaljevanka, ki Palestincem da človeški obraz. To se pravi, v Izraelu je še kako prisotno zavedanje, kaj je narava problema. Ne? Jaz mislim, da je tle Branko Soban majhen krivice naredil v tej nadaljevanki. Mislim, da je dosti bolj, kako ne rečem, uravnotežena v smislu, celo glavni junaki so rekli, da so hoteli Palestincem dati obraz. Njihovim dilemam, njihovim strahovom, njihovim argumentom in tako naprej. Čeprav na koncu seveda igrajo samo Izraelci, Palestincev noter praktično ni, skoraj da ne. Ampak so zelo dobro ujeli. Mislim, da se to splača pogledati, ker tako v zgodovinsko pasce pa res ne smemo ujeti, da bomo ljudstvo proti ljudstvom obračali. Zdaj se pogovarjamo dejansko, ne, o izraelski državi in pa o tistemu, ki je trenutno na oblasti. To imaš prav. Ne. Težko rečeš v času, ko je Janša najbolj rohnel po Sloveniji, da je bila to država Slovenija. Ne. Težko bi rekel, da je bila to država Slovenija. Ne. Dobro, kolega Markeš, žalostna obletnica enega meseca vojne je za nama. Ja. Spremljala bova naprej, spremljala bova tudi slovensko politično situacijo. Hvala za tokrat. Naslednji krog teče v naslednjo sredo. Drži.